Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v galeriji Zveze kulturnih društev, ki je obenem Mariborska literarna hiša. Ta galerija nosi ime po Branku Rudolfu, ki je govoril na R, pa je zaradi tega na začetku tega imena galerije, ki so kar 3 R-ji. Tako da smo s tem ponazorili, se takoj spomnimo na našega popularnega Branka Rudolfa. Pred nedavnim smo tukaj praznovali 110. obletnico njegovega rojstva. Posebej seveda pozdravljam umetnika, gospoda Davida Holcingerja. Holcinger je ime, Holcinger je priimek, ki ga vsi nosimo v ušesih, ker je to poleg Štrauba naše glavno mariborsko kiparsko ime iz 17. stoletja, 18. stoletja. Z njim se še vedno srečujemo na vsakem koraku, se je naredil tukaj okrog 70 oltarjev in še neštete druge skulpture po Mariboru in okoliških krajih, tako da se nam je to ime zelo blizu. Seveda pozdravljam tudi vse ostale. Ponavadi moramo vedno našega dragocenega nekdanjega predsednika Zveze kulturnih organizacij pozdraviti Janeza Kardina. Jaz seveda o umetniku ne bom govoril, ker ga bo gotovo zelo podrobno predstavil nekdo drug. Ta nekdo drug pa je tisti, ki pa o sebi ne bo govoril, pa je seveda potrebno, da o njem izrečemo nekaj stavkov, ker gre za pomembno osebnost dr. Jožeta Kopajnika in nam je čast, da je naš gost. Gospod Kopajnik je duhovnik, kulturnik, menedžer, tako se običajno predstavi. Njegove življenjska poslanstva so misijoni, je Tinje in je Moholjeva družba. Gospod Kopajnik je Zlatomašnik. Tako kot 50 let. Samo 2 leti manj od teh 50 let je tudi rektor Doma prosvete na Tinjah. To je dom solidaritete, združenja katoliških duhovnikov, ki deluje od leta 1906 in to je velikanska hiša, po število prireditev. 600 prireditev na leto se zgodi. V tem domu z področja izobraževanja, kulture, umetnosti in gospod Kopajnik ne samo poudarja, ampak tudi uresničuje ključna stvar, to pa je dialog v tej hiši. Ko pa omenjamo prvo njegovo skrb, to so misijoni, pa bi za nas, Slovence, bilo seveda najbolj zanimivo to, da je njegova zamisel Koroške vasi v Akamasori na Madagaskarju. In to ni kakva vasica, to je, če prav razumem, danes že okrog 1000 hiš. 500 hiš. Gospod Kopajnik ljubi petje, se je pa v mladosti ukvarjal tudi z likovnim slikarstvom. Danes pa je poglabljanje v slikarstvo, strokovno, kulturno-zgodovinsko, umetnostno-zgodovinsko, njegov konjiček. In ne tako dolgo nazaj, v 2014, smo ga poslušali v Narodnem domu kot govornika
ob prazniku, ki je namenjen počastitvi prenosa sedeža škofije Levantinske iz Šentandrža v Maribor. In ta odmevni govor bom samo z enim stavkom se ga spomnil, ko je gospod Kopajnik rekel, prihajam iz avstrijsko-slovenske Koroške, kjer so nam Slomškove oporočne besede "Vera bodi vam ljuč", materina beseda pa ključ do zveličavne narodne omike, sveta in obvezujoča duha. V tem duhu pa se mi zdi, da gospod Jože Kopajnik deluje z srcem in z velikim uspehom. Torej, veseli smo, da je najprej z nami gospod David Holzinger in da je z nami tudi gospod Jože Kopajnik, ki mu predajem prvemu besedo. Toliko časti nisem pričakoval, da nisem vreden, da sem zelo presenečen, kaj v senci. Jaz imam s palci, nimam se vrgom, pa zato prijatelje, ki je da kratko predstavim. Davida poznam nekaj časa, bil na tečaju v Tinjah, čisto druga tematika bila, in se zanimal za umetnine in prosil, če bi kaj razstavljal v Tinjah. In je bila njegova razstava ena dnevnih razstav, eno slik smo tudi iz njegove razstave prodali in zdaj smo organizirali potem 5 razstav, on si želi razstavljati v Sloveniji, predvsem v Sloveniji. In smo organizirali 5 razstav v Sloveniji v Ljubljani, zdaj tudi tukaj še ena razstava, zdaj tukaj v 40 dneh bomo razstavo na Prevalja in bomo še eno januarja v Zavodu Svetega Stanisla v Ljubljani. Upravljava razstavo tudi še v Trstu, v Gorici, v Gradcu pa na Dunaju. In mogoče, kako sem danes izšlišel, mogoče bo še nekaj priložnosti, da imali bo razstavljati. Jaz osebnega imam rad, jaz tako rečem rad, zato ker zna poslušati in ker veliko diskutirala in ker dosti krat smo tudi nekaj slik skupaj krstila. Tako, on da je vse podroge, kako je svoje in tako potem nekako se znegava, nekako tako ali v sredini, ali pa eno druge pusti spremljeni. Dragi vsi navzoči, me zelo veseli, da nam ne smem spregovoriti nekaj tudi o te slikah, ki so seveda v tej razstavi nekatere ne drugačni, kot smo jih predstavili v celi pred mesecem dni. In vendar je to njegova filozofija, njegovo razmišljanje. Nichts ist Zufall, Zufall ist nichts. Nič ni slučaj, slučaj ni nič. Malo tako malo filozofska, malo teološka, malo literarna tema. Bomo pač skušali nekako se poljubiti v sporočilju te njegove umetnosti. Tolikokrat govorimo o slučajih, o nepredvidenih in nepredmetljivih dogodkih, ki vzbujajo naše čudenje in začudenje. Ne samo znanost, temveč že naše lastno opazovanje ali poizkus naknadne razlage kakih slučajnih dogodkov nas pouči, da ima menda vse svoje vzroke, razloge, pogoje, kakor ima tudi vse svoje vplive, svoje posledice in učinke. Že fizika nam razumeva, da se nobena energija, kdaj je sprožena, ne more izničiti, temveč se veča, spreminja ter prispeva svoj delež k rastočemu kosmosu energije. Prav v psihičnem in duhovnem svetu tudi ni slučajev, temveč se vse razvija, prepleta, dopolnjuje od nam še nepoznanih razlogih in vplivih. Živimo pač vsi v skrivnostnem svetu, ki nas vedno spet preseneča, ki vzbuja občudovanje ali tudi strah. Se nimamo v posesti ne sveta in tudi ne sami sebi, temveč se vedno ne samo dotikamo skrivnosti, ugank, slučajev, ki pečolanijo naš razum. Vsak slučaj je samo navidezni slučaj, ki se zgodi in ga še ne moremo razložiti. Da smo slučajno nekaj mislili ali kaj ustvarili, se poraja iz mreže naših podzavestnih vtisov, nagnjen in prepenjen.
Torej vse ima svoje razloge in išče svoje izraze. Slučaji presenečajo našo zavest, vodijo našo pozornost, da je življenje več kako veriga že poznanih in priznanih vzrokov, ciljev in smislov. Slučaji so tisti zrahljani humus naše podzavesti, iz katerega rastejo najžlahtnejši sadovi, izvirne besede in slike, nepričakovano odkritje v prirodi ali tudi v človekovi duši, kakor je spovedal slovenski pesnik Janez Medard, ki ga imam silno rad, ki pravi: pred ogledalom njem stojim in v tujca prek seboj stavim. Začudeno me zroči in vprašal sem jaz, Celestin, a pravi jaz, vdan za mnem, uganka meni in ljudem. Torej je slučaj dostikrat le drugi izraz za uganke in sklonosti človeka ter njegovega življenja, ki ga docela odkriti ali razložiti niti ne moremo. Botrski pojem slučaja je pa razvoj. Kar raste in se razvija, to navadno še zaznamo s čutili ali tudi znanstvenimi dosledki. Cvet in sadje se razvijate in rastete semena, ki na videz dostrohni, a iz njega vzklije nova rast. A rasti in razvoja ne opažamo samo v prirodi in naravi, temveč tudi v človeškem ali živalskem plodu, a nič manj v duhovni in duševni biografiji človeka, seveda tudi v makrokosmosu. Vse obstaja samo, ker se razvija, raste, se spreminja, se dopolnjuje z drugimi obdobji vsebine ali oblike. Že grški mislec Heraklit je modroval panta rei, vse je v stalnem toku, teku, vse se stalno spreminja. Ničesar ni obsojeno v mrtvo statičnost, temveč vse stremi v ustvarjalno nenehnost. Po teh mislih kam umestimo umetnost, besedo, glasbo, arhitekturo, slike, v to napeto polarnost med slučajem in razvojem. Umetnik sam ustvarja iz slučajnih navdihov svojih podzavestnih slutn, te se zavestno predaja ustvarjalnemu primežu svojih navdihov. A noben umetnik nikdar ne bo zapel zadnje pesmi, slikal zadnje slike, skomponiral zadnje harmonije, ne da bi čutil o sebi srž, nezadovoljstvo, ker še ni mogel izpovedati, izpeti ali naslikati svojega najglobljega duhovnega domotožja po tisti lepoti, ki je vsakemu spreminjajočemu se okusu nedosegljiva. Vsaka umetnost črpa svoje ustvarjalne navdihe iz tega globokega, neobtežljivega pepenenja po dokončni resnici in lepote. Spustimo se zgolj nadglednega razmišljanja naravne mirnega izhajajočega srca, ki ga je zelo občuteno tolmačil Ivan Minati v pesmi Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav travo, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo. Nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak, v isto sled. Trave, reke, kamen, drevo, vrčeči spremljevalci samotnežev in čudakov. Dobra velika bitja, ki spregovore samo, kadar umoknejo ljudje. Nič ni slučaj, slučaj ni nič. Vpeti smo v rast in razvoj. Geslo pričajoče razstave je odslikava hrepenenja duš, ki najdejo svoje najgloblje uteho, kadar umoknejo besede, kadar utihnejo melodije, kadar se izbrišejo slike, kadar človek umokne v tihi, netolmačljivi sreči. Oton Župančič nas spremlja v tisto tišino in srečo, ki je dostopna samo čisti duši, ki si želi samoto v dvoje in tišino v harmoniji neutešljivega srca. Pravi, meni je treba velike tišine. Toliko let me je uvijal hrup,
od njega me boli srce in in v njem mi priglušena duša gine. Meni je treba velike samote. Skloniti moram se čez skrajni rob, kjer ni več zvokov, kjer ni več podob. Zapreti oči in razprostreti roke. Slike umetnika Davida Holzigerja niso površne ali zgolj slučajne poslikave ali kombinacije barv na mreža človeške objetosti, temveč vse prej izzivi in povabilo, v vidnem najti nevidno. V površinskem prikazu začutiti globlji utrip življenja njegovega hrepenenja, ker nič ni slučaj. In slučaj ni nič, temveč veliko več, kako se nam zdi na prvi pogled, na prvi sluh ali dotik. Želim, da bi se v tej razstavi zamislili skrivnostni svet, v katerem ni slučajev in v katerem tudi mi rastemo in dozorevamo za dokončno lepoto, onstran vseh begov, iskanj in hrepenenj. Hvala, dr. Kopajnik. Zdaj pa prosim gospoda Marija Terliča, Kušuca, našega prijatelja, čestega gosta, da svojo besedo posprejete. Hvala lepa. Jaz bom zelo kratek. Gre za izjemno kvalitetno razstavo in resnično prej, ko sem se pogovarjal z gospodom Kopajnikom, je omenil, da mladega Davida Holzigerja čaka še kar skoraj 8 razstav v Sloveniji, pa tudi onstran naših meja. Je jasno, da gre za res nadobudnega ustvarjalca, ki je zelo razmišljujoč in kot vidimo tudi na prišljoči razstavi, se zelo rad eksperimentira in tudi ne samo z likovnim izrazom, pač pa tudi z materiali, z nosilci. Tako imamo ponekod platna, mešane tehnike na platnu, drugje na lesu, kot vidite nekaj grafik, nekaj je tudi akvarelov s tušem oziroma z svinčnikom, tam so zmečkanke, papirne, tule je uporabil celo žganje, torej lesa kot tehniko. Skratka, gre za raziskujočega mladega umetnika. To, kar pa morda že na prvi pogled nekako se nam vzbuja asociacija pri njegovih slikah, da gre za neke vrste duhovno-psihološko pokrajino oziroma njegove duše, njegove psihe, hkrati pa to nekako projicira v obliki zemljevidov, kjer se na videznem nasprotju združuje v eno harmonijo kaos, torej tisto naključje, o katerem smo prej govorili, in red. Tako imamo recimo tukaj tehniko polivanja, dripinga, na eni strani, na drugi strani tale raster, se pravi to pravokotno mrežje, driping kot neke vrste naključja, neke podzavestne ustvarjalnosti, na drugi strani pa to mrežje, ki simbolizira racija, torej tisti razumni red. Torej ta boj med redom in kaosom je pravzaprav simbolično tukaj upodobljen kot nekaj harmoničnega, se pravi ne gre za tisto boj v smislu nasprotja, ampak boj v smislu harmonije. Če boste dobro pogledali, sicer ne pri vseh slikah, ampak pri nekaterih je ta kaos, torej to polivanje, to navidezno naključnost, umetnik skušal omejiti z tem posegom, se pravi z intervencijami
bodi se s sušem zelo tankim ali pa svinčnikom, in je obrisal te maleže, backe, kapice. Se pravi, da na nek način, kot da bi resnično skušal ustvariti vtis enega zemljevida, te svoje, seveda, samo čisto simbolnega zemljevida, svoje duhovnosti, svoje notranjosti. Ko sem prebiral nazive teh likovnih del, sem dejansko nekako imel v mislih to sodelovanje med gospodom Kopalnikom in gospodom Holzingerjem, kaj ti nazivi so duhovni. Tisto, kar pa mi morda še posebej všeč, da se nikjer ne omenja Bog in zato so ta dela toliko bolj univerzalna, spravi sprejemljiva so tako za religiozne ljudi, kot tudi za ateiste. Skratka, gre za to univerzalno doživljanje duhovnosti, transcendence, ki pa je hkrati simbolizirana tudi z barvami. Kot ste sami že opazili, veliko je zlate barve, veliko je tudi srebrne, ki je že od pamtiveka, tako rekoč, simbol onostranstva, neke transcendence, torej duhovne realnosti. Ni vse v materiji, ampak obstaja tudi duhovna stvarnost, duhovna realnost, pa če imenujemo to kot Bog ali kakorkoli drugače. Skratka, mladi umetnik je še na začetku svoje ustvarjalne poti, pa je že dosegel marsikakšen uspeh v svoji likovni ustvarjalnosti in ko sem se tem pogovarjala, gledal sem tale katalog njegov in je rekel, ja, ta katalog je februarja izšel, ampak jaz imam do danes že 170 novih del. Lahko rečem, aleluja. Skratka, čestitke zelo uspešnemu mlademu ustvarjalcu in upam, da mi bo uspelo najti še kakšno razstavišče v naslednjem letu ali pa v letu 2017, da se bo lahko predstavil za malo več del. Iskrene čestitke avtorju in pa seveda veliko uspeha še v bodočnosti. Najlepša hvala za mojo posvetitev v vsebino razstave. Prišli smo do samega odprtja razstave. Sej bo dr. Daniel Grafenauer verjetno to sicer tudi sam počrtal, ampak meni je to ušlo iz spomina na začetku, da je to prva prireditev letošnjih koroških kulturnih dnevov v Mariboru. Leta 2008, ko smo imeli simpozij o klubu koroških Slovencev, smo v Mariboru raziskovali, kdaj so se pravzaprav koroški kulturni dnevi začeli. Začeli so se pravzaprav takoj po letu 20, ko je velika skupina koroških intelektualcev prišla v Maribor in kakšno leto so se kar z vlakom pripeljala kulturna društva, pravzaprav nekaj 100 z Koroške v Maribor in je bil Maribor preplavljen z koroško ustvarjalnostjo. Ne vemo pa povedati številke, da bi danes rekli, to so pa danes zdaj te 53 ali pa ne vem, kateri koroški kulturni dnevi. To je najna skupna težava. Daniel, lepo te prosim, če kot predsednik kluba koroških Slovencev, s katerim vedno skupaj pripravljamo koroške kulturne dneve, odpreš to lepo razstavo. Hvala, Franci. Spoštovani, dovolite, da tudi dovolite enega izmed organizatorjev, torej kluba koroških Slovencev v Mariboru, pozdravil vse nazoče, goste in pravzaprav nekako uradno otvorim to razstavo. Še prej pa mi dovolite, da prav prisrčno pozdravim našega timskega Jožeta, če smem tako povedati, našega prijaznega gostitelja po Tinski kapelici, kjer
člani kluba koroških Slovencev zelo dobro vemo, saj smo letos Tinski dom gospoda Jožeta in Tinsko kapelico obiskali, kjer se pravzaprav te kapelici zrcali, lahko bi rekli, Jožetova slovenska, slovanska duša, njegovo življenjsko poslanstvo in njegovo življenjsko vodilo. Mi smo bili že deležni njegovega gostoljubja, vsem, ki še niste bili, pa toplo, zelo toplo priporočamo obisk Tinske kapelice, ki postaja pravzaprav že nekakšen romarski kraj na Koroškem. Torej, kot je že Franci omenil, to danes je prva prireditev letošnjih kulturnih dnevov v Mariboru. Nadaljevala se bo naslednji teden z predavanjem mladega raziskovalca na Celovški univerzi, magistra Danijela Vutija, ki bo govoril o prenosu travm pri koroških Slovencih skozi več generacij. Posebej pa je treba omeniti petek 13. Sicer se sliši morda malce zlohotno, vendar ne, to bo zelo vesel dogodek, predvsem za mariborske Korošce in vse ostale, ki se zanimajo za bitje in žitje koroških Slovencev. Namreč v petek 13. je tako imenovani Koroški večer, ki ga organizira vsako leto, te kulturno prireditev vsako leto organizira Zveza kulturnih društev s pomočjo nekaterih drugih organizacij, no in letos se tem naporom pridružujemo tudi mi, klub Koroških Slovencev, torej petek 13. vabilo še boste dobili, ste lepo vabljeni na naslednjo veliko, večjo prireditev v okviru Koroških kulturnih dnevov. V Unionsko dvorano. Tako, sehr geehrter Herr Holzinger, herzlich willkommen hier in Maribor. In dovolite mi, da je s tem današnja razstava odprta. Gospod David Holzinger, pravkar smo govorili o vaši likovni tematiki harmonije med redom in kaosom. Bilo je tudi povedano, da naključja ne obstajajo, da je tako rekoč vse pod kontrolo, točneje pod kontrolo umetnika. Povejte mi, prosim, kje najdete navdih za takšna abstraktna asociativna dela, ki vsakega opazovalca spodbudijo ali celo prisilijo k meditaciji. Je mehr man malt, desto süchtiger wird man dann auch mehr zu erschaffen. Bolj ko slikam, več si želim ustvarjati. Glede na ključi pa, če obstajajo ali ne, je mišljeno tako za šalo kot za res. Dogajajo se stvari, ki so lahko bodisi naključne ali pa se enostavno morajo zgoditi. Težko je uvesti red v kaos. Lahko se na primer zgodi, da mi v ateljeju padajo na tla škarje, ki jih šele čez nekaj dni poberem. Rad ustvarjam estetske, harmonične barvne kompozicije, ki morda očekujejo kaotično, pa vendar ustvarjajo določeno skladje. Radi uporabljate različne tehnike in materiale, kot so zlato, srebro, les, veliko je tudi grafik. V zadnjem letu sem veliko ustvarjal na papirju, saj je ugoden material in stane manj kot platno. Začel sem sicer ustvarjati v tehniki olja na platnu, vendar sem zaradi stroškov prešel tudi na lesene plošče ali kar pač najdem.
10 Stunden, 12 Stunden, manchmal 5 Stunden. Če ustvarjam v ateljeju po 10-12 ur, delam hkrati na več slikah in dobivam ob tem razne ideje. Ko mi zmanjka idej, pričnem svoja dela fotografirati, kot bi šlo za ustvarjalni vrtinec, kjer še sam ne vem, kaj bo nastalo. Slike, ki se mi ne zdijo estetske, tudi ne bi razstavljal, zato jih pustim viseti v ateljeju. Če mi po 5 dnevih postanejo všeč, jih ne preslikam, ampak ohranim. Enostavno zgodi se. Prisrčna hvala za tale pogovor. Želim vam še veliko ustvarjalnega uspeha. Hvala tudi vam. Gospod Kopajnik, tokratna razstava je v bistvu neuradna otvoritev Koroških dnevov v Mariboru. Vi prihajate iz Tinja. Vaše poslanstvo, kot smo slišali, so misijoni po celem svetu, katoliški misijoni. Kako ste pa prišli pravzaprav v stik z likovno umetnostjo in z današnjim ustvarjalcem Davidom Holzingerjem? Kaj vas je k temu napeljalo? No, jaz vodim že skoraj 48 let dom v Tinjah. Imamo vsako leto približno 600 preditev v slovenskem in nemškem jeziku, imamo pa seveda vsak mesec novo razstavo. To se pravi, da smo imeli v domu Tinja v zadnjih 20 letih okoli 450 razstav koroških umetnikov iz Slovenije, pa tudi iz Avstrije, iz Nemčije, pa tudi iz Južne Amerike, Afrike in Indije, vse posod. Jaz nisem pevec, nisem glasbeno nadarjen, pač pa imam veliko veselje za te likovne umetnosti in v pogovoru z njimi marsikatero filozofsko-teološko misel izluščimo, ki je tudi njim v prid za njihovo ustvarjanje. In Davida sem spoznal, ko se je zanimal sploh za našo galerijo v Tinskem domu in jaz ga zelo cenim in zelo spoštujem, ga imam tudi dejansko zelo rad, ker zna poslušati, ker veliko diskutiramo tudi v njegovi slike o temah in to mi je zelo všeč, zato ga rad predstavljam v Sloveniji, zdaj že tretjič, še dvakrat, potem pa tudi Trstu, Gorici, v Gradcu, pa na Dunaju, pa še kje drugod. In ker je zelo perspektiven ustvarjalec. In hkrati pa ni ošaben umetnik, temveč zelo ponižen, ki se tudi pri vsaki razstavi rad druži z drugimi umetniki, pa z ljudmi, ker zna prisluhniti. Prisluhniti, jaz bi rekel, če malo lirično povem, svojemu lastnemu srcu, pa tudi mnenjem in mislim drugih. Nameravate v bodoče morda promovirati še kakšnega mladega ustvarjalca tudi iz Slovenije? Obstaja kakšna možnost razstavljanja v Tinjah? Seveda. Polovica razstav v Tinjah je skoraj umetnici in umetniki Slovenije. Ti so vedno dobrodošli in so vedno vrata odprta. In ravno galerija je tudi tako v smislu dialoga ali pa prekomernega kulturnega sodelovanja. Umetnice in umetniki Slovenije so zelo dobrodošli tako vseh koncev in krajev in umetnost je tista ideja, ki pravzaprav vsakega človeka lahko nagovori, odvisno od tega, kako je pripravljen se izpostaviti kakšni sliki, ker vsak po svoje razume svet in tudi slike in tudi kako glasbo ali kaj ad modum recipientis recipitur, so že stari Latinci povedali. In tako je umetnost tudi v našem domu je važen faktor našega izobraževanja. Nemška beseda Bildung pride od besede Bild, ne? In pravzaprav si vsak ustvarja svoje slike in vsak si ustvarja svoj svet. Mi živimo sicer na istem svetu, vsak živi v svojem svetu, ne? In zato je umetnost zame osebno tudi kot izobraževalca odrasli ali pa tudi mladinja, pa tudi kot duhovnika, je slika zame zelo pomemben faktor priti s človekom v nek globlji dialog. Na to sledi 13. novembra, torej v petek, naslednja prireditev
gre za večjo prireditev, ta prireditev se bo dogajala v Unionski dvorani v Mariboru. Gre za tako imenovan Koroški večer, ki ga prireja Zveza kulturnih društev Maribor. Klub koroških Slovencev v Mariboru pa pravzaprav se pridružuje tem naporom, da nekako posreduje pri posredovanju kulturnih in vsakršnih dosežkov koroških Slovencev Mariboru, mariborski publiki in tudi širše. Naslednja prireditev, ki bo konec novembra, gre za literarni večer oziroma literarno branje dveh koroško-slovenskih avtorjev, Janija Ozvalta in Franca Mrkača. Nato se bo v decembru zvrstilo še nekaj prireditev in sicer konec novembra bomo še organizirali lutkovno predstavo. Koroško-slovenski mladi lutkarji bodo odigrali predstavo Opera za 3 groše. Lokacijo še iščemo, ampak verjetno bo to v Svečini. V decembru bo sledila prireditev oziroma predstavitev knjižne bere Krščanske kulturne zveze in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca. Prav tako decembra pa organiziramo predstavitev knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze. Torej, s temi prireditvami bi nekako zaokrožili letošnjo kulturno bero koroških kulturnih dnevov 2015 v Mariboru. Hvala lepa in veliko uspeha pri vseh prireditvah. Najlepša hvala. Hvala.